Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dober dan, dragi poslušalci in poslušalke, v bistvu še dobro jutro na valovih Radia Sora, kjer se bomo skupaj prebujali danes prav posebnim, lahko rečemo kar akademskim igralcem, režiserjem, tudi glasbenikom in še bi lahko naštevali, vendar bomo prepustili, da bo kar sam povedal še kaj več. Gojmir Lešnjak-Gojc, dobro jutro vam želimo. Dobro jutro vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Tako. Če začnejo kar morda z minulim vikendom, 8. februar in kulturni praznik. Kako ste ga vi preživeli? Delovno. 7. Sem imel predstavo Pivo na Ptuju, 8. predstavo v Notranjih Goricah in 9. se pravi včeraj, predstavo tukaj v Mednem. Tukaj, relativno blizu. Zanimivo je bilo, da prav tale predstava v Mednem je bila do zdaj na najmanjšem možnem prostoru, na par kvadratnih metrih, lih toliko, da smo lahko, ker sta noter nastopata dva vozička, da smo lahko sploh obračali te zadeve. In za 60 gledalcev, kar je bilo imenitno, ker imaš dejansko kontakt z vsakim, ki je prisoten, tako da zelo dobro razumem Iztoka Mlakarja, ki je to njegov maksimum, da ima toliko gledalcev na svojih koncertih. In bilo res zelo ena, rekel, posebna izkušnja. Imate torej raje tako manjšo množico, tisto osebni pristop? Ne, ni nujno. Sem vajen tudi stadionske variante, recimo v Stožicah, ko smo imeli skupaj s Pinkoti, Tomažiči, koncert, njihov jubilejni koncert, pa veliko gostov, pa tako naprej. Ampak mogoče za odtenek bolj prijetno, če je malo manjši prostor. In zlasti obe predstavi, ki jih zdajle veliko igrava z Jašo Jamnikom in to Pivo, to je pač nova predstava, mislim, da je imenitna, govori o odnosu med očetom in sinom, očetom samohranilcem, od sinovega rojstva pa do trenutka, ko gre oče v dom za ostarele. Pa moj život je rock'n'roll, ki sicer lahko ima malo večje prostore, ampak tudi ni fajn, da so preveliki, prav zaradi te komunikacije z občinstvom, ker v obeh primerih je nujna neka komunikacija z ljudmi, ki pridejo pogledati to reč. S Pivom prihajata tudi z gospodom Jamnikom v žiri, ne? Marca? Je tako, točno. Se že zdaj veseliva vseh teh trenutkov, ko bova se družila z najnim občinom, moram reči, da so odzivi fenomenalni. Tako da mislim, da ta predstava sploh ne rabi več reklame, ker je od ust do ust najbolj žlahtna in najbolj kvalitetna reklama, ko ti rečeš prijatelju, to pa moraš videti. In Pivo je sigurno taka in tudi moj život je rock'n'roll, je taka predstava. Ta tematika družine in družinskih odnosov se v bistvu nekako tudi s pogledom na svet zrcali v obeh pravkar predstavljenih predstavah. Na zelo različen način. Ta rock'n'roll, moj život je rock'n'roll, je pravzaprav nekako moja biografija, moj odnos do sveta in tako. Vse te vezne tekste, ki so v predstavi med skladbami, noter je 13 skladb, sva pisala skupaj z Jašo Jamnikom in tukaj se odraža pravzaprav in njegov in moj notranji svet, notranji odnos do sveta. Govorim o starših, ena skladba je posvečena moji mami, eden mojemu očetu, ena skladba moji soprogi, potem pa politiki, odnosu do narave, odnosu do sveta in tako naprej. V glavnem je zajeto vse to. Tle pri Pivu pa gre za, tiste prelomne trenutke v razvoju enega otroka in njegov odnos ali pa odnos očeta do njega skozi celo življenje. Z Jašo Jamnikom v tem zadnjem ustvarjalnem obdobju precej sodelujeta. Kako pomembno je imeti nekega takega partnerja, ki poveže vse skupaj? Mislim, da so zdaj že kaj tam po olju ali pa tešon. Res je. Mislim, da kemija med nama je izjemna. Zelo podobno razmišljava o življenju in to so dve
predispoziciji, ki omogočata, bi rekel, eno tako dolgotrajno sobivanje. Mija se že z akademije poznava in so ogromno delala. Jaz lahko rečem, da imam v življenju dejansko par režiserjev. In med njimi tudi Jaša Jamnik, ob tem, da je zdaj pa tudi kolega na odrskih deskah, no, tako da tudi so igralci. Če greva nazaj oziroma naprej, moj život je rock and roll, prav vaš oče je dejal, ne rock and roll, zato tat notri. Točno to, ja. Pač seveda on ni angleško nikoli govoril, on je znal italijansko, nemško, pač ta vojna generacija, ne. In angleško ni imel pojma in skratka, kadar sem jaz si navijal plošče, kot je moč prebrati v marsikem intervjuju, je on vedno rekel, nehaj ropotati s tem rock'n'rollom, kdo bo to poslušal. No in zato sem kot en omaž mojemu očetu dal v naslov predstave in tudi ene skladbe, oziroma naslovne skladbe rock'n'roll. Ja. No in mi jo bomo seveda prisluhnili in zavrteli tudi na naših sorjenih frekvencah. Sedaj le pa bova rekla, Gojc, dost je, in si privoščila nekaj minut glasbenega predaha. Super. Odlično. Ostanite z nami tudi v nadaljevanju, dragi poslušalci in poslušalke. Tole se pa ne bo dobro končal. Bomo počas začel. Fantje, dost je, pej manj, a gre kdo z mano, če ne grem sam. Ne seri stari, dej tle še 3, še eno rundo, a se kam mudi. Fantje, dost je, pejmo dan, jaz bi šel, če vedel bi kam. Ko si s prijatelji, si brez skrbi, a te kdo čaka, a te samo dotišči. Kako ti je lušten, noben ne bo ti težil. Kje si pa ti hodil, kje si bil, s kom se ga tako nalil? Fantje, dost je, pejmo dan, jaz bi šel, če vedel bi kam. Je pa res, sam si kriv, če nima kdo videt, da si za silo živ. Če nima kdo videt, če nima kdo videt, da si za silo živ. Da si za silo živ, da si za silo živ. Oh, ja, ja, ja. Pogiba mi cesto, kdo ugaša luči, zapuščam to klavrno mesto, kako naj čok tej magli zdrži. Pa sem tukaj, končno doma, joj, kakšen dolg cajt, mraz je in tema. Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Pravkar smo slišali v naši Sorini klepetalnici, dost je naslovnost albuma Moj život je rock and roll. Gospod Gojc, takole sva poslušala, dost je s The Hammersi in Gojcem. Kdo vse torej nastopa v The Hammersih? Ja, v Hammersih to je čist druga ekipa. To je ekipa izpred 30 let, ko smo v Izoli naredili predhodnico, oziroma prvo predstavo po tej franšizi Domovina ljubezen moja.
Tukaj so pa zdaj The Doctors, je ta aluzija na tiste Hammerse, ne? Zdaj so pa The Doctors. Doktorji so pa Miran Juvan, ki smo ga tudi slišali zapet zraven z mano, in sicer je kapelmojster, se pravi glasbeni vodja, ekipe naredil je tudi vse aranžmaje. Jaz sem delal vso muziko in vse tekste za songe, kot rečeno z Jašo Jamnikom, pa potem tiste vezne tekste v predstavi. Zraven pa sem zelo počaščen, da nastopa z nami Robert Pikl, jaz mislim en največjih kitaristov v tem koncu Evrope, res izjemen virtuos in krasen glasbenik, krasen človek. In zraven dva temelja na bobnih in na basu, Peter Ugrinc in Jože Havko, to sta pa dva prekaljena, res, rekel taka, stara mačka, no, prava glasbena mačka, in s tako ekipo, seveda, kot imaš ti za hrbtom tak power, tako varnost, potem je res užitek delati in nastopati. Vsa muzika seveda na predstavi Moj život je rock'n'roll je v živo. Ne? To je potrebno povedati in spostaviti, kaj ti ta živost prinese nekakšno iskrico, čas. Ja, seveda, čista drugačna komunikacija je, ko imaš ti to v živo, kot pa, da bi to na neke plepke, pa ne vem kaj, ne. Seveda smo s tem malo omejeni, ker je pač seveda tudi finančno malo zahtevna predstava, ampak ne, nekako gre in sem prav zadovoljen, kolikor je, in še bo tega, seveda, še bo. Če so ravno v glasbenih vodah z The Doctorsi in The Hammersi, pa naj omeniva še Srpe, ne, v 80-ih letih. Tako, ja, zdaj so res obletnice, to se pravi ta plošča, ki jo danes predstavljamo, se pravi je soundtrack, se pravi posnetki iz gledališke predstave in vse, cela plošča je posneta v živo. To je treba poudariti, če tudi mogoče bo kdo rekel, Mejduni, to pa, a res, ja. Ja, v živo posneta. Seveda je potem doživela nekaj, bom rekel, intervencij tudi studijskih, ampak minimalno. Tako je, 40 let je od nastanka, 84. leta smo posneli Srpi to poslovilno ploščo. Zdaj leta 24 pri isti založbi ZKP, kar sem jim zelo hvaležen, smo izdali pa zdaj to vinilko leta 4, se pravi oktobra 24 smo izdali pa zdaj Moj život je rock'n'roll. Vmes, ne, pred 30 leti so bili pa Hammersi, to je pa pač izolska oziroma ta obmorska produkcija. Tako da je leto ali pa lansko leto, no, pa tole je bilo leto obletnic. Ja, načrtno ali namenoma? Namenoma in načrtno, ja. Ja. Oboje skupaj. Ja. Če še greva nazaj v 80, kako se recimo takratni vaš ustvarjalni slog sedaj razlikuje ali odraža v današnjem? Ja, no, način razmišljanja moj je bil vedno mal alter, ne. Ampak seveda z let raste, pa potem vidi, da je včasih treba tudi delati kakšne malo bolj poslušljive zadeve. No, se ne rečem, da Srpi niso bili poslušljivi, so prav lepa muzika, ampak dejansko za malo ožji krog, zdaj sem pa vseglih naredil tako malo že s Hammersi, malo za širši krog in zdaj tokrat z mojim životom, s tem našim rock'n'rollom, tudi malo za širši krog ljudi. Tako, radiju prijazne. In tudi naslednja bo, naslednja je Vsi v isti vrsti, potem pa rečemo še kakšno o ustvarjanju današnjega gosta, Gojmirja Lešnjaka Gojca. Neki v ratu, neki v zlatu, neki džaba, neki za platu. Svi smo mi u istom redu, al se ja ne guram, puštam ispred sebe, ko voli neki zvoli. Ne dovoljujem im prepovedujem nobene in nikakršne bizantinščine v naših čistih kulturnih krajini. So rekel po TV-ju naj bo zdravo zdravje umret. Če reče televizor, nimaš kaj skrbet. Če kdo to ve, pol leti ve, kaj sme se in kaj ne. Zaploskajmo prijatelji, mašini, ki vse ve.
Poslušaj televizor, pa boš dober zvel. Tam vsaka novica je edina resnica. Ko nihče ne ve, poglej na internet. On natančno ve, dokdaj bo trajal ta svet. So rekel po TV-ju, najbolj zdravo zdravje umret. Če reče televizor, nimaš kaj skrbet. Če kdo to je, pol TV, kaj sme se in kaj ne. Zaploskajmo prijatelji, mašini, ki vse ve. Ma kakšen net, kakšna TV, Turčija, UDBA, KGB ne ve. Nikjer ni tega podatka. Kdo je na pot, od koda ni povratka, ne net, ne CIA, UDBA TV, niti KGB ne ve. Kaj pomeni rad imet, komu rečeš parjatu? In kdo komandira ta svet? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Rekel po TV-ju, najbolj zdravo zdravje umret. Če reče televizor, nimaš kaj skrbet. Če kdo to ve, pol ve TV, kaj sme se in kaj ne. Zaploskatli mašini, ki vse ve. So rekel po TV-ju, najbolj zdravo zdravje umret. Če reče televizor. Ja, koga je pa zdaj to? Ja, program vam margaj. Cenzura. Abeš. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Še vedno smo v družbi Gojmirja Lešnjaka Gojca. Lepo pozdravljeni, Gojmir. Živjo. Povejva še enkrat o Moj život je rock'n'roll, pravkar smo slišali torej kam in zakaj. Kam in zakaj vas vodi vaša ustvarjalna pot? Rekla sva od gledališkega igralca do seveda na filmskih platnih in malih ekranih, do tudi režiserja. Ne? V Žireh ste nedavno režirali tudi Navihano rozi. Ja, zdaj že kar nekaj časa nazaj. Ja. Izjemno lepa izkušnja. Ja, jaz veliko delam. Sem delal tudi s profesionalnimi igralci. Pa moram reči, da mi je še ljubše na nek način delati z ljubitelji. Zakaj? Zato, ker takole malo pikro rečem, ne. Profesionalni igralci hodijo v službo, ljubitelji pridejo pa iz užitka na vaje. Ne? In to se vidi potem v samem procesu. Ne rečem, da profi ne pridejo uživati, seveda pridejo, ampak vmes imaš tudi tiste, ki hodijo v službo. Meru pa ne, so pa vsi pridejo zato, ker so se pač odločili, da bojo sodelovali v eni ekipi in da bojo nekaj ustvarili. In tole v Žireh, ta ekipa je res izjemna, z dolgo tradicijo, bom rekel, zelo talentiranimi ljubitelji in mislim, da smo naredili eno tako zelo, zelo korektno komedijo, glede na odziv občinstva. Jaz mislim, da je temu tako. No. Poleg tega, da sodelujete z amaterji v Žireh, pa ste napovedali, da boste po današnji oddaji šli nazaj na Kras, kjer boste pa sodelovali z osnovnošolci. Ja, z osnovnošolci v Sežani pripravljamo predstavo, naslov je Srečko. Govori o Srečku Kosovelu. En imenitna dramska predloga oziroma tudi libreto napisan, ki govori o tem kratkem pa zelo intenzivnem ustvarjalnem življenju Srečka Kosovela z eno imenitno muziko. Skratka, pripravljamo nek tak, recimo, 45-minutni spektakelček o Srečkovem življenju. Kdaj bo okvirno na voljo na ogled? 25. maja je določen datum na dan mladosti, ne? Gre ta zadeva ven, ja. Poleg tega, da so to vaši nekako aktualni projekti, pa naj omeniva še, da nastopate v Netopirju. Ja. Kako se vam je dopadla ta vloga? Odzivi so kar pozitivni, moram reči. Ja, odzivi so zelo pozitivni, ja, zlasti od občinstva. No, pa tudi dve kritiki sta zelo
naklonjeni predstavi, upravičeno. Režiral jo je verjetno en najboljših režiserjev v tem koncu Evrope, iz Zagreba, Krešo Dolenčič, en res imeniten režiser, moja generacija, malček mlajši od mene, par let mlajši. Tako da, jaz sem rekel, ko me je poklical scenograf Andrej Stražišar, je rekel, ti poslušaj, na vlogca je zate super, in to sem rekel, ne, jaz sem v penziji, jaz imam dost, jaz imam zale z Marto Zore 2 otroški igri, se pravi eno igrco za najmlajše, eno za osnovnošolce. Imam Mamma Mio, imam Nune, imam rock and roll, imam to pivo zdaj in za dost, Jaz imam svoje leta in to rekel, ne, ti mora, sej ni toliko blazno velik, ampak ti mora, in tako. In pol mi je par argumentov povedal, zakaj moram, ne. In seveda ta igralska nečimrnost reče, prav, ker mi je tako pobožal dušco, pa ne. In to, in sem rekel, ok, pa ja. In tekst je bil tako, no. Na kar mi je predlagal režiser, res tak, rekel, to bo nek tak satirični uložek v predstavo, ki nas preseli v današnji čas. Jaz igram ječarja in potem ima ta ječar seveda 10-minutni monolog, skupaj zapoje s publiko in tako naprej, ker je ravno kar zaprl enega tajkuna, ne? In tako naprej. Skratka, res mi je pol bilo v velik užitek to delati, zelo kratek čas, malo časa sem imel za vaje, ampak mislim, da smo naredili en simpatičen, tak satiričen uložek. Moram nekaj povedati, ne. Namreč, jaz nisem član nobene politične struje, ve se, da nisem konzervativc, ampak sem naprednjak, in to je pravzaprav vse. Jaz sem mojemu očetu obljubil, da v življenju ne bom šel v nobeno partijo. Mi je pa zanimivo, ne, jaz prav v tej satiri, in to se mi zdi prav, v bistvu enakovredno obravnavam vse, i leve, i desne, i crvene, i crne, i tako dalje. In je bil en odmev na Netopirja, ne, da jaz tam noter žalim SDS. Jaz niti z besedo ne omenim nobene stranke, nobene nič, ne. Zanimivo, da so se oni prepoznali noter. Ne, recimo od predsednice države, ki je tudi omenjena, od predsednika vlade, ki je tudi noter nastopa in tako naprej. Nič od njih, te pa morajo, jaz ne vem, ne razumem, no. To je čar umetnosti, ne? To je čar umetnosti, ja, da je odziv, ne? To je, saj sem se režil, ker hudič, če tudi so žaljivi, pa so res, mislim, to, ker oni ne razumejo, kaj je to žaljenje, pa kaj je to sovražni govor, pač se jim lahko že na tem primeru pove, pa pokaže. Ampak dobro, ne? Ta pravica do izražanja in vsega mora biti omejena, ne more biti to, da vsak govori, da so vam mi dva tlele obkladala, kakšna krava pa si, kako pa zgledaš, ja, kako pa ti s to plešo tle delaš. Mislim, ne gre, no, ne gre. Ene meje morajo biti. Ja. Tako, ja, pa neka etična merila morajo biti. Rekli ste, da radi nastopate v satiri. Zasledila pa sem vas citat, da mislite, da je teže nasmejati ljudi, kot pa jih spraviti v jok. Ja, mislim, da ja. To pa prav tale predstava Pivo dokazuje. Res, ampak res zdaj pa, ko se pogovarjava po predstavi, dostakrat imava, hvala Bogu, priložnost in rečejo, smo se, pa več že gospa je to rekla, še zlasti dame, res sem se v bistvu skoraj da celo predstavo jokala. Ne samo od smeha, tudi od otožnosti, ker so noter pač taki zelo ganljivi prizori. Ampak mislim, da te ganljive prizore je malo bolj enostavno narediti, kot pa tiste, da se ljudje res iskreno nasmejejo. Zlasti slovenski narod je tak, ne? Ja, kaj nada? Ja. To se res pozna. Kakšni so recimo odzivi na vaše komične vloge ali pa na bolj resne? Pa mislim, da sem relativno uspešen glumač, no, tako da sem zadovoljen s temi odzivi, razen kadar pač pride do takih nekih zlobnih ali pa hudobnih natolcevanj, ne. Ampak drugač sem zelo zadovoljen s tem, kar sem v življenju. Vse počas gre tam v kraje, ne, počas bom nehal težiti, pa ne bom več gnjavil ljudi. No, par let še bom, no. Dokler mi še
toliko zdrave služi. Namreč metafora, moj život je rock'n'roll je prav v tem, da pač pri mojih letih telo začne počasi kazati pomanjkljivosti. Ne bova rekla pomanjkljivosti, znake staranja. Tako. Zrelosti. Zrelosti, še lepše. No, in nadaljevala bova prav z mojim životom je rock'n'roll, primer Ivana C. Naslednjo bova zavrtela to, če naredite kratek uvod, prosim vas. Ivan, jaz sem velik fan Ivana Cankarja, to je res en avtorjev, ki je bil absolutno zelo pred časom, velik cinik, velik pijanc, skratka moj veliki vzornik in ne zato, ker je bil pijanc, ampak zato, ker je res znal zelo dobro pisati. Moj profesor je rekel, vidite, Ivan Cankar je bil v glavnem ves čas pijan, kadar pa ni bil, takrat je pa pisal, ker pisati take reči pa ne moš pijan. Skratka, in to skladbo sem posvetil slovenskemu narodu in Ivanu Cankarju, kjer je tudi njegov citat, s katerim se začne In zdaj prihaja septembra nov video spot prav na to muziko. Tako, in temu nekaj dodati, ko da jo zavrtimo. Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, od dela izžeti, od Boga prekleti. Tudi če bi bil neviden, se ne moreš skrit, premal možganov za tako veliko rit. Tvoja fotka iz Cajtanga bolšči, brezbrižno gleda ljudi kot smeti. Mali človek po svobodi hrepeni, si malih stvari želi, živi pa tja v 3D. Šubi-dubi, 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 šubi-dubi-da, 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 šubi-dubi-da. To mi deli, miška mala, tra-la-la-la-la, fa-fa-fa-fa-la. Še mal pa boš glavni in konec skrbi, tvojemu šefu zadej pa tvoja noga ven štrli. Oj, otroci naši z glavami v ekranih, žganico po vogalih zaprašenih, z iglam po vagonih zapuščenih, brez hrepenenja, brez poklona našim dedom. Device dajmo podivjanim žrebcem in prihodnost rokeno dodatnim cepcem. Praščen se sline cenijo in svinje še nove kotijo. Za ene razkošen, drugi pa štrik za vrat. Šubi-dubi, 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 šubi-dubi-da, 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 šubi-dubi-da. To mi deli, miška mala, tra-la-la-la-la, fa-fa-fa-fa-la, fa-fa-fa-fa-la. Obljubljamo, da bomo iztrebili našo vrsto, že zamejamo žemlje v našo skupno krsto. Ta zgodba je bolj taka, kot šank poezija vsaka. Preprosta, simpel, vesela, da lahko bi jo tudi Barbika razumela. Ali pa tudi ne. So what? Na stežaj Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Z Gojmirjem Lešnikom Gojcom se torej družimo v naši Sorini klepetalnici Na stežaj. Povedala sva že, da aktualno nastopa v 2 predstavah Pivo in Moj život je rock'n'roll, vendar mi vas poznamo po različnih obdobjih. Denimo sama
po Gojcu iz naše male klinike. Dejali ste, da sedaj otroci iz šefa, vendar tisti naši poslušalci, ki jim spomin res seže še v daljno preteklost, vas poznajo po periskopu, kaj ne? Res je, ja. Sam intermeco, ne. Žive imam še Nune v akciji, pa Mama Mia in tako naprej. Sam to, da nista sam te dve, ker če bi bili sam te dve, hvala Bogu, bi bil mir. Ne, sem super je. Uživam tudi v Mama Mii, pa v Nunah še posod uživam, no. In z Marto Zoretovo, tole za otroke, ko imamo. Glavnem, ja, periskop je bil nekako kot skočna deska. Periskop je v bistvu ta moj medijski porod, no, bom rekel, ne. Tam sem se rodil, tam me je Janez Lombergar, ki sem mu še dan zelo hvaležen, v bistvu postavil v ta medijski prostor in to je bila nekako kot skočna deska, no, za v svet. Potem pa je seveda sledilo ogromno nekih televizijskih oddaj na nacionalki. Sem zelo ponosen na eno stvar, ki smo delali z pokojnim Branetom Bitencom, otrokom socializma, ne. Pojď ga pogledati, Brane, no, in z Igorjem Leonardijem, tudi izjemnim glasbenikom, kitaristom in tako, jazz predvsem. Muzika je to. Ena krasna, mislim, da smo jo posneli 96 nadaljevanj različnih glasbenih zvrsti in mi je žal, da nismo stisnili še te 4, ampak da na naši nacionalki in kol ne veš kaj, pa kdo, kaj, ne, se vse. Tako, ja. Ampak na nacionalki je denimo bil nekaj paradižnik, ne? Nekakšna kopija Saturday Night Live iz Amerike. Ja, ne vem, če je bila kakšna kopija, kaj se vem, koliko je to, koliko je Đuro to poznal, sploh te ameriške variante, ker Đuro je v bistvu, jaz mislim, da je Slovenija lahko mu zelo hvaležna, ker je prinesel ta balkanski fluid, ta balkanski temperament in humor v slovenski prostor in dokazal, da smo tudi slovenski igralci sposobni tega, ko so vedno govorili, ja, to, če bosanski igralci, pa srbski igralci, ali pa hrvaški, to bi oni tako, ne vem kva. Tle smo dokazali, da tudi mi zmoremo in znamo, ne, na ta način se pohecati in to bi res Teater Paradižnik je bil ena izjemna serija. Podobna zasedba pa je na to nadaljevala na komercialni televiziji, ne, v okviru naše male klinike. Jaz sem zadnjič prvič slišal, ko je govoril avtor scenarijev, prvi avtor scenarijev, doktor Pokoren, ne, ki je rekel, da to je bilo najprej ponujeno nacionalni televiziji in so rekli, da to pa ne bi. Ne. In tle mislim, da za tako napako bi moral kdo leteti, ne. Ker to je pa v bistvu verjetno najserija vseh časov v slovenskem prostoru, kar se odmevnosti tiče, kar se število predvajanj tiče, kar se tiče število predvajanj doma, ki so kupili kasete ali pa si zdaj iz interneta gledajo in tako naprej. Bom povedal samo en detalj. Obletnica, ne vem, kjera že je bila, 20 ali kjera že, so jo privat organizirali fantje, ki so fani od NMK-ja, povabili pol tudi vse, ali pa večino teh akterjev in naredili so kviz. In na tem kvizu so ljudje znali odgovarjati, kjera serija, kjera nadaljevanka, kdo je rekel, kaj je rekel. To je nekaj neverjetnega, no. To znajo na pamet po cele tele tako. Tako da to je bila res neka odmevna zadeva. Pa v bistvu meni takrat, ko smo jo delali, ni bilo nič to, kako se mi zdelo, ja, dobro, ja, nekaj je, kar je. Danes pa prav uživam, no, pogledati kakšno in se nasmejim, tudi priznam. In obujanje spominov, itak, na prijateljevanje z Jernejem Šugmanom, ne? Ja, to prinese take grenko sladke spomine. Tako, ja. Kakšen je bil denimo Jernej Šugman skozi vaše oči? Z Nejčkom so bila res velika prijatelja. To je bil eno tako veliko srce, da to težko opisati. Jaz še danes čakam, da bo stopil skozi vrata, pa bo rekel, živijo stari, kaj je, mal neslana šala bila tole, ne da? Ja, ko bi se le dal tako. V glavnem, on je rekel, veš kaj, mal si napet vidim, bova šla midva zelo, greva na košarko. Greva tekmo gledati v živo, imam karte čist zraven Dragonsov, tako tam je res pravo vzdušje, tam je peku, ne? In si rekel, in kaj? Ja, boš rekel, tako se človek ne more nikjer sprostiti, kot se lahko sprosti na tekmi, ker lahko kričiš na sodnika in mu poveš vse, kar hočeš. Uslišati v nam v pitju
nič ga ne bo žalil, ti ga lahko žališ, ampak te ne bo prišlo do njega, nič se bati. Ampak lahko si daš duška do konca, veš. To je tako, ko vzameš boksersko vrečo, pa si jezen, pa pol nabijaš. Notar je rekel, to je isti princip sproščanja, no, tako. In sva veliko hodila skupaj na tele to. Imela sva tudi en duet vicev, ker sva takole šla na kakšne veselice, pa sva tam ga mal biksala, pa tako veliko sva, pa zelo rada sva se srečvala, no, tako da to je res en grenak spomin, no. Tako, vendar lep, ne? Nanga zelo. Tako. Ste slučajno to košarkarsko znanje in jezo izkoristili tudi v filmu Košarkar naj bo 1 in 2? Ne. Jaz nimam košarkarskega znanja, tudi ne zadanem koša, pa ne bo karkoli, Nejc je pa zadev, on je bil orang košarkar, ampak sem pa izkoristil mojega učitelja slovenskega jezika iz srednje šole, največjega genialca, kar se tiče pedagoškega dela, in sem črpal iz njega ven, na kakšen način oblikovati tega mojega profesorja Ranto, ne. In mislim doma, da mi je lepo uspel kar nekaj tega duha Toneta Vrhovška, to je bil pač ta moj profesor slovenskega jezika, sicer ne zemljepisa, in sem to uporabil kot model, no. Kakšno vam je sicer filmsko ustvarjanje? Poznamo vas tudi iz filma Babica gre na jug ali pa Petelini zajtrk. Kako se razlikuje denimo od gledaliških odrov ali pa tudi samo recimo snemanja epizod za nadaljevanke? Bistvena razlika med gledališčem in filmom je ta, da v filmu ti loviš trenutek, v gledališču pa ti lik lahko skozi 100-200 ponovitev razvijaš, ne? Ne mimo tistega osnovnega dogovora, ki si ga sklenil z režiserjem, kako mora igra potekati in kako naj tvoj lik zgleda, ampak vendarle imaš priložnost ti brusati in vedno bolj imenitno oblikovati ta lik, še zlasti, če nisi nek šmirant, kot rečemo grdo, igralcem, ki potem začnejo pretiravati in to pa ni okusno. Tudi publika to vidi in to ni fajn. Pri filmu pa tisti trenutek, ko se je ta stvar posnela, je narejeno in nimaš možnosti popravnega izpita, tako da je pa ta koncentracija bistveno drugačna. Ta nek razmislek o tem, kako naj ta lik zgleda, mora biti pravočasen, prej narejen in tako naprej. In kar se je ujelo, se je ujelo. Tako, in ujelo se je veliko vašo vrečo ustvarjalnosti, ja. In v nadaljevanju bova torej v zaključnem delu še enkrat lahko rečeva se preselila nazaj na Kras v vaše domovanje. Velja? Velja. Odlično. Ostanite z nami, dragi poslušalci in poslušalke. Res sramota, vas čas delat za umret, to je čista zmota, kar naprej moraš kaj počet. In kot kole v 3 dni, štim brez dela se mi zdi, da se najbolj splača gledat svet iz naslanjača. Joj, koliko je lušten živeti, ker nimam kaj počet, edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Joj, koliko je lušten živeti, ker nimam kaj počet, edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Cele dneve se ne zganem, tako da sam se že smrdim, da lahko tako živim, sam se totalen jack, če se zdim. Brezdelje smisuje življenja, filozof pa kukrče, Hegel, Sokrat in Stafiga, dober vem, gre. Joj, koliko je lušten živeti, ker nimam kaj počet, edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Joj, koliko je lušten živeti, ker nimam kaj počet, edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Pa ne, pa glih zdaj, no! Kako lahko je lep ta svet iz dneva v dan in spet in spet.
Jebem ti budilko, pa tuš, zobno ščetko in kefir. Kje imam ključe od avta? Kje je mobilca? Kje so moje sanje? Pred mano spet navaden siv je dan, pa celo noč sem imel tak blažen mir. Joj, koliko je lušten žvet, ker nimam kaj počet. Edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Je lušten žvet, ker nimam kaj počet. Edini so opravki, pojsla, futer, seks in sekret. Joj, koliko je lušten žvet, ker nimam kaj počet. Edini so opravki, pojsla, futer, fuk in sekret. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. V zadnjem delu današnje oddaje Na stežaj smo. Gojmir Lešnja-Gojc, povejte mi za konec, radi sodelujete z amaterskimi gledališčniki, pa tudi v amaterskih filmih, če temu tako rečem. Je tako, ja, z ljubitelji uživam. Namreč bil sem tole je, ta zadnja skladba ima tudi svoj video produkt, ki ga je naredil ta Ruš projekt, Vasja Rovšnik in njegova imenitna ekipa, Istok Horvat in tako naprej, da ne naštevam, pa ker bi mi tako koga pozabil. Skratka so mi naredili v zameno, da sem nastopil v Oto 2, to je imeniten film, ni komedija, je krimič v bistvu. In vredno gleda, res, mislim, na tako visokem nivoju, da ljubitelji posnamejo film tako zares, to je redkost, no. In tako da sem hvaležen in celi Vasjevi ekipi, da smo pol posneli še tako en tak imeniten videospot na tole mojo muziko, no. Tako da smo se fajn ujeli, pa pomešali karte in naredili neko trdno novo prijateljstvo. Kljub temu, da ste torej že v upokojenem statusu in da boste tudi ta mesec dopolnili 66 let, vam energije ne zmanjka. Vendar nekako tisto svojo domačnost na Krasu, kaj ne? Marsikdo morda ne ve, da ste srednjo šolo opravili prav na lesarski šoli in da radi ustvarjate tudi doma na Krasu z lesom. Ja, to mi je pa ustavljati. Jaz pravzaprav nisem šel na lesno šolo po svoji volji, ampak mi je oče svetoval, ker sem dislektik, mi je del totalno nemogoče, da ne vem, kaj drugega počel. In sem pol razmislil, oče me je verjetno tudi zaradi moje disleksije imel malo za ostalnega, ne, da sem takole, ne. In v glavnem sem šel na lesno šolo, na njegovo prigovarjanje, rekel, le sine, vsaj en poklic boš imel, ko končaš srednjo šolo. Gimnazija, si lahko sam prodajalec tamle v neki trgovini ali kaj ne. No, tako sem ga poslušal in mi ni žal. Žal mi je pravzaprav, da nisem šel na mizarsko, da 3 leta mizarske naredil, pa šel pol še 2 leti tehnične, pa pol naprej, ne. Glede na to, da sem pol itak do 28 leta študiral skozi. Nekje, ne, zgubljal čas. No, in ja, to mi je pa ostalo in sem si naredil na tako priročno, preprosto lesno delavnico in na Krasu to mi najlepše sproščanje. Prvo, ko stroji se vrtijo, je treba biti res zbran, res pri stvari, prste imam še vse, upam, da bo do konca življenja tako ostalo. In je treba pač nekako osredotočen na tisto, kar počneš in uživam, no. Les ima tak lep von. Ko ti kovino brusaš, nima tako lepka vonja, ne. Les pa diši, ne. In tako, ja, ta ljubezen je ostala, ja. Ostala, no, kot dislektik pa ste dokazali, da ste tudi vi lahko uspešni v igralskem poklicu, ne samo uspešni, celo nagrajeni z Borštnikovo nagrado za mladega igralca, pa z Ježkovo nagrado, tudi nagrado Vesna. Kaj so vam te nagrade pomenile? Neka pika na i vašemu celotnemu ustvarjanju, nek zagon? To bom tu na floskolo uporabil, ko jo vsi uporabijo. Neko odgovornost za naprej, ne. Pa seveda je človek zadovoljen, če kdo prepozna, da delaš pa to ne slabo, ne.
Toliko, to ja o tem. Ja, kaj so že? Za konec lahko rečeva samo še, da vas bomo lepo prepustili, da se odpravite nazaj na Kras. To je nekako vaše zatočišče, ne? Tam živim jaz, ja. Živim v Republiki Škofji, neodvisni. Odcepila se je od Slovenije, ko ste vi vstopili v NATO in v Evropsko unijo. Mi smo še vedno zunaj, tako da je to neka oaza. Tam nas živi zdaj, mislim, da 13 ljudi in 8,5 hiš in to je to. In to je in tako ne ostane raj na zemlji. No in v ta raj vas bomo prepustili. Gojmir Lešnja-Gojc, hvala za današnji obisk in lep pogovor. Srečno pri nadaljnem ustvarjanju. Ja. In da boste uživali upokojenski status, ne? Da časa nikdar ne zmanjka. Ja, moram priznati, da je to najboljši delodajalec, kaj sem jih imel kdaj v življenju. Jaz bi pa še rad pozdravil tvojo kolegico Jano in zaželel čim prejšnjega okrevanja, ker se žal daj ne najne, da bi mogla udeležiti in pošiva doma. In no, Jana, čim prej okrevej in gremo naprej. Tako, da se boste še kdaj oglasili pri Jani. Z velikim veseljem. Gojc, hvala in srečno. Srečno.